Tudi družina skoraj 3 leta staro hčerkico Lano je že od petka brez ogrevanja. Vodo so sicer imeli, vendar je ta ledeno hladna. Težko je prenašati mraz odraslim, kaj šele majhnim otrokom. Z mamico sta bili v teh dneh večinoma v hiši, kjer temperatura ni presegla 9 stopinj Celzija. Po noči pa se je znižala še za najmanj 4 stopinje. Da bi hčerkica pozabila na mraz in lažje preživela v hiši, zunaj jih namreč čakata poledica in žled, ji je očka s pomočjo avtomobilske baterije usposobil vsaj televizor. Ja, oblečemo se 4-5 debelih majic, žabe, dvojne nogavice, tudi s kapo recimo spimo, ne? Pokrijemo se pa vse, kar imamo, in deke in kovtre in vse damo nase. Oživela pa je tudi sosedska pomoč. Vrata so vedno odprta, nekako vemo, da lahko pridemo en do drugega, če je potreba. Potrebe občanov skušajo reševati tudi pristojne službe, po mnenju nekaterih prepozno. Na Centru za socialno delo jih trenutno najbolj skrbi, kako bodo koristne informacije prišle do ljudi. Zato smo zdaj trenutno se ekipirali z prostovoljci, ki so odšli na teren, pridobili ustrezen seznam starejših iz društva upokojencev, invalidov od društva invalidov, in te ljudi bomo zdaj s prostovoljci tudi obiskali. Mnogi so začutili stisko ljudi in najbolj ogroženim ponudili možnost brezplačnega bivanja, tako na Obali kot na Ajdovskem in v Lipici. Živimo v stanovanjskem bloku, tam ni elektrike, ni ogrevanja, in potem, ker je en otrok bolan, smo izkoristili to možnost, da prijemo sem. Sam ne spi z družino, pravi, da zanj ni tako pomembno, bistveno je, da so otroci na toplem. Poleg tega pa tako kot mnogi domačini, tudi on kot prostovoljec sodeluje pri odpravljanju posledic vremenske ujme.